pozdrav vsem skupaj. Naj se najprej predstavimo. Jaz sem Gašper Otris, salezjanec duhovnik in delujem kot vzgojitelj v domu svetega Janeza Boska. Jaz sem Jarnej Simončič in sem dijak 3. letnika gimnazije Želimna. Jaz sem Matevž Primožnik in sem dijak 4. letnika gimnazije Želimna. Tako, naprošeni smo bili, da spregovorimo nekaj o tematiki z naslovom Moč odpuščanja. In sicer z izhodiščem, kako odpustiti Bogu. Pa se nam zdi najprej kot tako ta naslov malce sporen. Kako lahko jaz odpustim Bogu? Zakaj bi mu pravzaprav odpustil, a mi je kaj hudega naredil? Mogoče se nam včasih zdi, da se nam dogaja krivica in potem rečemo, Bog, ti si kriv, da se je nekaj zgodilo. Ampak po mojem mnenju je to malo krivična in težka obsodba, reči, Bog je kriv in jaz sem tisti človek, ki mu lahko odpustim. Ne vem, kaj o tem vidim menta? A se vama taka tematika zdi, ali pa mogoče kakšen primer to? Kaj bi to lahko bilo za enega najstnika? Ja, mogoče bi se kaj tazga, da bi kdo zameril Bogu lahko zgodili pri kakšnih ljudeh, ki imajo kakšne zelo hude izkušnje v življenju. Mogoče kakšna posilstva ali pa kakšne take traumatične zadeve. Ja, jaz mislim, da v bistvu načeloma ne bi smeli kaj zameriti zaradi tega, ker Bog ziher za nas hoče najboljše in pač naredi za nas najboljše, tudi če mi recimo v tistem trenutku ne vidimo to kot najboljše, ampak konec koncev se nekako izpelje, da je najboljše in da nas ukrepi, če ne drugega. Ja, večkrat se mi zdi, da se dogaja, tako kot je Matevž rekel tudi, da se naslavlja na Boga ta obtožba, češ nekaj v življenju se mi slabega zgodilo, gotovo je v ozadju Bog tisti, ki je vse načrtoval, ki vleče neke nitke, gor v nebesi, ki nas predstavlja kot neke lutke in je kriv za vse to, kar se slabega tudi dogaja. In če smo tukaj zato, da spregovorimo o tem, kako odpuščati Bogu, dajmo najprej pogledati z druge strani, kaj pomeni, da Bog nam odpušča. Kako se to dogaja že v vsej zgodovini od rešenja, že v stari zavezi, potem pa predvsem s prihodom Jezusa Kristusa, kako nas On odrešuje, kako nam On odpušča, kljub temu, da smo ga celo prebili na križ in umorili, ampak pravi, Oče, ne prištevaj mi tega greha, torej nam odpušča do konca. Kako se srečati s takim odpuščanjem? Ima kdo dva kakšen primer, kako je nekdo doživel neko odpuščanje strani Boga, ali pa kako samo doživljati odpuščanje, naprimer pri spovedi, ali pa tudi kako drugače v konkretnem življenju, ali pa v odnosih s punco. Ja. Ja, jaz mislim, da ima Bog tako neomejeno odpuščanje v sebi, zaradi tega, ker zmer, ko gremo v spovedi, velikokrat se zgodi, da na istih stvareh padamo. Mislim, da se trudno poboljšati in vse nam uspeva počasa, ampak dokler nam čist ne rata, še zmer ga prosimo za odpuščanje in On nam zmer znova odpušča po duhovniku. In mislim, da se v tem vidi dobrota. Ja, mogoče še malo, jaz nisem ponavadi, razen mogoče zelo redke spovedi, da sem kdaj tako, da bi prav čutil odpuščanje ali pa kaj. Mogoče tudi, ne zdi se mi, da vsak človek kar čuti take stvari. Ampak sigurno je pa dober občutek, če veš, da si nekaj naredil narobe, sploh kakšnemu človeku ali pa kaj, pa namesto, da bi za to bil nekako kaznovan, ne iz strani avtoritete, ampak tako pač v odnosu, da pač on človek ve, da si narobe naredil, ti veš in oba, da gresta naprej, odpustita med sabo. Ja, tako če razmišljamo iz te strani, da nam Bog vedno odpušča, če si predstavljamo čist Jezusa na križu,
kako je odpustljenim ljudem. Mi nismo v tisti vlogi, da mi obsojamo, ampak da nam je odpuščeno. In vsekakor ne moramo mi Boga obsojati, ker ni on tisti, ki bi nam karkoli slabega želel in storil. In se moramo tega zavedati. In če včasih človek misli, da je Bog kriv za vse, potem se treba najprej vprašati, kaj je v tem človeku, zakaj ima tak občutek, zakaj ne more sprejeti Božje ljubezni, zakaj se mu zdi, da je Bog zloben, če pa je Bog ljubezen. Tako da, ko govorimo o odpuščanju in o moči odpuščanja, lahko rečemo, Jezus nam odpušča vedno, torej smo tudi mi poklicani, da drug drugemu odpuščamo. Sam nam je dal zgled najprej, ni nas učil s križa, ampak nam je to pokazal na križu in tudi mi torej lahko in moramo drug drugemu odpuščati v odnosih, s prijatelji, fant, punca, dekle. In to je tista drža kristjana, ki je dobra, ki je nujna, katero moramo mladi živeti v današnjem svetu in na tak način pričevati tudi Božjo dobroto. Amen.